Doma so bili že vsi zbrani. Smo se objeli, jok. Klical sem na urgenco. Najprej še nisem imeli informacij, potem kasneje so potrdili, da so sprejeli 2 ponesrečenca, da ne dajo informacij, da moramo priti osebno. Urška pa Helena, moja žena, sta jokali celo pot. Ustavili smo se skoraj na vsaki bencinski črpalki, ker je David je bruh. Potem sta prišla zdravnik in zdravnica. Že po izrazu smo vedeli, da je zelo hudo, ampak ko sva prišla zraven, to ni bil Marijo. In takrat smo vedeli, da je ostal pod ruševinami v Kočevju. Takrat se nam je svet podal. Zdaj edino, česar se tega dneva ne spomnim, vožnje nazaj domov. Čisto nič se ne spomnim. Ne samo, da smo izgubili tisto, kar ti največ v življenju pomeni, sina, sina, brata, partnerja. Mi smo se od prvega dne soočali z izjavami v medijih, da je šlo za človeško napako. Čeprav so strokovnjaki povedali, zakaj gre, da je neprimerno govoriti o tem, kazati s prstom na nekoga, ker v urejeni in strogo regulirani kemični tovarni do te nesreče ne bi smelo priti.